Tudi 9. Konjičanka je uspela v skladu z vsemi pričakovanji, v nekaterih pogledih celo bolje. Organizacijski odbor priprave in izvedbe že 9. ponovitve Konjičanke, regate, ki jo je med 28. in 31. majem letos organiziral konjiški navtični klub Nautik klub Rogla, je splaniral vse do najmanjših podrobnosti. Velik del pa je kljub temu prepustil naravi in Eolu, ki sta tokrat poskrbela tudi za odločilen del zadovoljstva udeležencev, in to je vreme. Narava je organizatorje nagradila z najboljšimi možnimi pogoji za tekmovanje, sonce in zmeren veter, ki sta jadralskim navdušencem omogočila aktivno dokazovanje svojih znanj, tistim malo manj tekmovalnim pa zabavne užitke na morju, kot tudi na kopnem. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, lega lebi krožijo vsi v sončnega objema. Le soline so ostale. Tokratna izvedba je zahtevala priprave, ki so se pričele že v jesenskem delu lanskega leta, ko so člani organizacijskega odbora priprave regate pričeli z aktivnim delom na ravni iskanja najboljše lokacije za regato, najbolj primernih plovil in seveda izbora vseh spremljevalnih materialov za regato. Prve javne akcije v času priprav na regato je Nautik klub Rogla izvedel zadnja 2 tedna pred regato z organizacijo neizogibnega predregatnega srečanja, na kateri je predstavil projekt vsem udeležencem regate in tudi širši javnosti. Regate se je udeležilo 30 posadk, članov več jadralnih društev, bolj ali manj izkušenih jadralcev, nekaj prijavljenih posadk tudi že z bogatimi tekmovalnimi in jadralskimi izkušnjami. Posadke so si na srečanju izžrebale svoja plovila v 2 kategorijah. Krmarji in posadke so tako imeli letos na voljo 20 plovil slovenskega proizvajalca navtične opreme Elan Marine iz Begun na Gorenjskem, Elan 340, projektanta Roba Humphreys. Parka sicer slovi kot ena hitrejših v svojem razredu, zato je bila prvi izbor med bolj izkušenimi in uigranimi posadkami letošnje regate. Drugo plovilo, ki ga je tokrat izbral organizator, pa je bilo plovilo Vektor 36, hrvaškega proizvajalca SAS Vektor, zasnovanega v slovenskem navtičnem studiu Seaway bratov Jakopin. V soju julijskih noči tebe pa solinar stari. Organizatorju je skupaj s tehnično podporo že preizkušene ekipe Contiki d.o.o. uspelo v 2 tekmovalnih dneh izvesti 5 tekmovalnih plovov v akvatoriju med Vodicami in otoki Zlarin, Kaprije in Tijat. Prvi dan sta bila izvedena 2 navigacijska plova z vmesnim postankom pri otočku Borovnik za veterju otoka Kaprije. Če za prvi plov v regati lahko rečemo, da je bil v glavnem namenjen spoznavanju bark in posadk z razmerami na plovilih in morju, je drugi navigacijski plov, ki je regato vrnil na izhodišče v mesto Vodice, že pokazal prve favorite letošnje regate. Dnevni zmagovalec je postala posadka Lumpeki, krmarja Zmaga Krajnca, ki je s tem napovedala resen boj za skupno zmago v letošnji regati. Ostale posadke, ki so se v obeh razredih prvi dan najbolj izkazale, so bile še posadka Škampi, krmarja Ferda Arnuša in posadka Aleša Kršovana v razredu Elan 340.
V razredu Vektor 36 so največ znanja pokazale posadke krmarjev Mihe Pučnika, Romana Leskovarja in Danija Vrečka. Najboljšim je organizator na večerni zabavi ob bazenu podelil nagrade za dnevne zmagovalce. Ob tej priložnosti so člani organizacijskega odbora regate pripravili tudi dobrodelni koktejl party, ki ga klub ob sodelovanju z območno organizacijo Rdečega križa Slovenske Konjice prireja z namenom poudarka družbeno odgovorne vloge društva. Zbrana sredstva bodo letos namenjena za nakup hladilnega aparata za eno od socialno ogroženih družin iz Konjiškega. Drugi dan je organizator za tekmovalce pripravil 2 tehnična plova pred mestom Vodice, kjer so se lahko pomerili v polju trikotne oblike, omejenim z regatnimi bojami. V tovrstnih plovih je še posebej pomembno usklajeno delo posadk, saj plovba v 3 smereh zahteva uporabo praktično vseh jader, ki jih imajo barke na voljo, hitrost v ravnanju z njimi in spretnost ob dvigovanju in pospravljanju pa največkrat določi najboljše. Ta 2 tehnična plova je suvereno dobila ekipa Lumpeki med Elan 340 in ekipa krmarja Romana Leskovarja na jadrnici Krk med Vektor 36. Vsem tekmovalcem se je po dopoldanskem adrenalinskem udejstvovanju več kot prileglo kosilo na otočku Zlarin pred vhodom v Šibenski kanal, sicer znano po tradiciji nabiranja in obdelovanja jadranskih koral. Tebe pa Solinar stari, dolgo, dolgo tam več ni. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, lega lebi krožijo, vsi v sončnega objema. Le soline so ostale. Popoldanski navigacijski plov je odločil o končnih zmagovalcih letošnje Konjičanke 2011, ki jo je zanesljivo dobila ekipa Lumpeki s krmarjem Zmagom Krajncem s 4 zmagami v 5 plovih letošnje regate. Konkurenci praktično ni pustila ničesar. Edino preostalo zmago v plovu je dobila ekipa Škampov s krmarjem Ferdom Arnušem, ki je osvojila tudi skupno 2. mesto. Tretja ekipa letošnje regate je za las ukradla mesto na stopničkah, osvojila ga je ženska posadka Pupe s krmarko Mojco Zagernik. Posadke na plovilih Vektor 36 niso bile konkurenčne za skupno zmago, kljub temu pa je med posadkami potekal zagrizen boj za zmago v razredu. S prav tako 4 zmagami v razredu je prepričljivo zmagala posadka Romana Leskovarja, 2. mesto je osvojila ekipa Mihe Pučnika, 3. pa Danija Vrečka. Organizator je razdelil nagrade tudi za najboljše ženske posadke, kjer ekipa Pupe ni imela prave konkurence. Na 2. mesto se je uvrstila ekipa Sirene s krmarjem Borom Dobrinom, 3. mesto pa si je prijadrala ženska posadka s krmarjem Miranom Brečkom Bekom. Nautik klubu Rogla je ob tehnični pomoči Kontiki Sailing tima zopet uspelo izvesti projekt na visoki ravni. Tovrstni dogodki so promocija nautičnih aktivnosti posameznikov in skupin, za katere ni nujno, da so locirane izključno v krajih z dolgoletno jadralsko tradicijo. Tudi na ta način dokazujemo, da smo Slovenci pomorska država z nautično tradicijo, četudi vedno pogosteje v izvedbah tudi na jezerih in rekah. Rezultati zavezujejo, zato bo organizacijski odbor Nautik kluba Rogla takoj po poregatnem srečanju pričel s pripravami na Konjičanko 2012, ki jo je ob zaključku v Dalmaciji že najavil. Le-ta bo imela okroglo številko 10 in bo tudi zaradi tega še boljša, še množičnejša in sploh naj. Mi ljudje smo kot morje, ko srce vzvalovi, vsak je sebi obzorje, vsak le zase živi.